Torej, lepo pozdravljeni v popoldanskem delu, prvem popoldanskem pomenu. Jaz upam, da ste svoje fiziološke in ostale potrebe podušili, kajti prihajamo v težko obdobje, prihajamo v obdobje prehranske krize in v obdobje eksistenčne krize. Morda se pri prvem referatu kolegica Daniela Jurič tako ne bo zdelo, da smo tako globoki krizi, vendar v naslednjih dveh referatih se boste lahko sami prepričali o tem. Torej, najprej bi prosil potem kolegico Daniela, da nam predstavi svoj referat, kratek naslov, bolj povedan, urbani vir za zgodovino prehrane. Najprej bi predstavila nekoliko vir na kratko. Namreč urbari so opisi prihodkov in pravic imetnikov zemljiških posesti oziroma opisi dajatev in obveznosti njihovih podložnikov. Posestne enote so zelo različne in so lahko gospodstva, graščine, imenja, dvori ter druga posvetna in cerkvena zemljiška posest. Urbari so tipično feudalno gradivo, ki je nastajalo celo feudalno dobo. Skozi čas so se spreminjali tipologija urbarjev in njihova namembnost, oblikovale so se pa tudi različne vrste, kot so vam naštete, ne vem, če kaj vidite. Temeljni urbari ali glavni, priročni, reformirani oziroma novo reformirani, štiftni registri in rektificirani štiftni registri. Urbar vsebuje opise posestnih enot, kup, domcev, krajš, drugih, po posameznih vaseh, uradih, župah oziroma sestavnih upravnih enotah zemljiškega posestva. Znotraj teh enot se poimensko navajajo uživalci posestnih enot, to so podložniki, kajžari, domci in drugi. Pri vsakem podložniku oziroma uživalcu so na to po naprej določenem vrstnem redu naštete dejatve in služnosti, ki jih je bil dolžan lastniku posesti. Poimenski seznam uživalcev posestnih enot s naštetimi dajatvami in služnostmi je vsebinsko glavni del urbarja in pri večini urbarja tudi edina vsebina tega vira. Nekateri urbarji vsebujejo dodatne zapise, ki zadevajo zemljiško posest. Opise pristavske zemlje, grajskih njiv in vrtov, gorskopravne registre tlake, popise desetin, sezname posestnih enot ter opise drugih pravic gospodstva. Popisi posestnih enot z dajatvami in zapisi o zemljiški posesti predstavljajo kontekst urbarja, vsebinsko pa so to urbarjalni zapisi. Redki urbarji vsebujejo tudi neurbarjalne zapise, kot so inventarji posesti, hišnih potrebščin, orodja, prepisi listin, zabeležke o stanju posesti ter druge zapise formalne narave. Ker predstavlja temeljno vsebino urbarja popis dajatev zemljiškemu gospodu, so urbarje temeljnih virov za preučevanje agrarnega gospodarstva, prevladujoče gospodarske dejavnosti feudalne družbe in z njih povezanih dejavnosti in panog, kar vključuje tudi prehrano, oziroma predelovanje hrane in prehranske navade prebivalstva. Glede na način podajanja podatkov, vrste urbarjev, načine poravnavanja obveznosti in vsebino dodatnih v urbarju zajetih urbarjalnih in neurbarjalnih zapisov, se urbarji kot vir za zgodovino prehrane med seboj razlikujejo. Način navajanja podatkov v urbarjih je pomemben dejavnik pri preučevanju zgodovine prehrane. Večje zemljiško-posestne enote so poleg zemljišč, ki so bila razdeljena med podložnike in od katerih so ti plačevali dajatve, sestavljali tudi večji ali manjši kompleksi pridvorne zemlje, ki so jo lastniki obdelovali s pomočjo podložniške tlake. Ta del posesti je bil osvobojen dajatve. V nekaterih urbarjih sicer najdemo podrobne opise pridvornih zemljišč in njihovo velikost, vendar ne tudi zapisov o posevkih. Tudi vrtovi, zemljiki in sadovnjaki so v urbarjih običajno ne našteti, redko pa zasledimo zapise o pridelkih na skupni gmanjski zemlji, kar o takšne zemlje
podložniki niso plačevali dajatve. Zapisov o uvajanju novih kultur, kar je imelo za posledico seveda tudi spremembe prehranjevalnih navad, prav tako ne bomo našli v urbarih, ne vedno. Koruza, v primer, ki so jo sadili od konca 17. stoletja, se v urbarih začne pojavljati šele od začetka 19. stoletja, ko so zemljiški lastniki zahtevali od nje tudi dajatve. Tudi krompirja po dajatve v urbarih ne zasledili. Z tega stališča so urbari kot vir za plačevanje zgodovine prehrane pomakljivi. Glede vrste urbarjev. Različne vrste urbarjev so za zgodovino prehrane različno povedni. Temeljni urbarji ali glavni so natančni popisi dajatev dohodkov od posesti, ki običajno vključujejo tudi opise pridvorne zemlje in dohodkov od nje, ter drugih pravic gospodstva. In so za plačevanje zgodovine prehrane pomembni. Zapisov pridvorni zemlji pa ni priročnih urbarjih, ki so bili sestavljeni za tekoče poslovanje in v kateri so knjižili dejansko obrane dajatve za neko krajše časovno obdobje. Štihtni registri in ratificirani štihtni registri so za preučevanje prehranskih navad manj povedni, saj običajno ne naštevajo dajatve, male pravice in tlako za posamezne uživalce posestnih enot. Za zgodovino prehrane so najbolj zanimiva vrsta urbarjev prenovljeni oziroma reformirani urbarji deželno-knežjih gospodstv. Nastali so v času od konca 15. do začetka 17. stoletja zaradi potrebe po ureditvi dohodkov z deželno-knežjih gospodstv. Vsebujejo natančne opise dajatev, pravic in služnosti, zemljiško-posestne enote, opise desetin, gornine, odveččine, tlake, opise pristavske zemlje, pravic, ki so izhajale iz deželsko-sodnih funkcij gospodstv, kmetninske pravice, pravice do sejma in proščen, dajatev od gostiven in opise drugih za določeno zemljiško-posest načinnih seznamov dajatev in pravic. Glede na čas nastanka urbarjev. Glede na čas nastanka so spet urbarji različno bogati in vsebinsko zanimivi, kar zadeva zgodovino prehrane. Najstarejši urbarji so enostavni opisi posesti in zemljiške rente. Obširnejši in natančnejši opis dajatev in obveznosti podložnikov in pravic gospodstv vsebujejo urbarji iz 16. in 17. stoletja. V večini urbarjev iz 18. stoletja pa se spet zapisi omejijo na naštevanje cesarsko-kraljevih dajatev, gospoščinskih dajatev, malih pravic in tlaki. Prodor denarnega gospodarstva je od zgodnjega novega veka dalje povzročil, da so lastniki zemljiške posesti namesto naturalnih vse pogosteje zahtevali denarje. Za preučevanje zgodovine prehrane so tako bolj povedni urbarji, katerih so dajatve podložnikov naštete v naravi, manj pa tisti, v katerih so le te izražene v njihovi denarni vrednosti. Za preučevanje sprememb v prehranskih navadah, uvajanja novih kultur ali vpliva različnih, na primer vremenskih dejavnikov na prehrano, so z časovnega vidika zanimivi urbarji, ki so za neko zemljiško posest ohranjeni v daljšem časovnem obdobju. Za zgodovino prehrane relevantne zapise v urbarjih lahko razdelimo na neposredne in posredne. Neposredne najdemo predvsem v kontekstu oziroma v naštevanju dajatev in služnosti vsakega posameznega predložnika ter v opisih pridvorne zemlje. Na splošno velja, da med dajatvami v urbarji prevladujejo različna žita. Pšenica, rž, ječmen, oves, krajevno tudi ajda, proso, soržica, sirep, koruza. V povezavi z žitom so ponekod naštete tudi dajatve kruha oziroma hlebcev, pogač, zdroba in semenskega žita. Nekoliko manj običajne so dajatve stročnic, ki so jih prištevali k žitu. Poleg žita se gotovo vse urbarjih pojavljajo dajatve od živine ali živilskih pridelkov. Tudi tovrstne dajatve so zelo raznovrstne in krajevno pogojene. Največkrat se omenja ta drobnica in perutnina, sledijo prašiči, goveda, krajevno tudi dajatve od ledu ali čudelih panjev. Krajevne posebnosti in značilnosti se odražajo v količini in vrstah zahtevanih dajatev.
Na področju razvitega pašniškega gospodarstva prevladujejo dajatve v siru, skuti in živini, na vinorodnih območjih dajatve v vinu, moštvu, grozdju, številne plačne obveznosti povezane z vinogradništvom. Na območjih, kjer so prevladovali gozdovi, se pojavljajo zahteve po plačilu tako imenovane živine. Tukaj imam en primer, neko podjete živina, se to je bilo nadomestilo za pašo žira ali želoga v bukovih in hrastovih gozdovih. Potem zahteve po nadomestilu za lov na polhe ali izdelavi polših jam in podobno. V primorskih krajih so lastniki posesti zahtevali dajatve sadja in oljčnega olja ter tlako za vzdrževanje oljčnih nasadov in sadovnjakov. V drugo skupino neposrednih zapisov v urbarjih, ki so povezani s tritanom, lahko vrstimo zapise v določeni vrsti dajatve, kot so recimo žitni registri desetine za odžita, zapise o pravicah zemljiške posesti, vezanih na obdelovanje in vzdrževanje pridvorne zemlje, opise načinov izvrševanja plačnih obveznosti, zapise o načinih izkoriščanja gozdov, rek, potokov in jezer, pašnikov, planin ter zapise o drugih pravicah zemljiške posesti. Posredni za zgodovino prehrane zanimivi podatki pa so nekako skriti neki zapisi neurbarjalnega značaja, ki so priloženi urbarjem, ti pa res niso pogosti. Tukaj sem navedla en primer iz urbarja Graščine Slatna. Noter ne urbarju je kar nekaj prepisov poročnih pogodb in med njimi vidite, se najde tudi ena taka, kjer se menja prehrambeni artikli. Iz množice sporočilnih, neposrednih in posrednih zapisov urbarjev sem za današnjo priložnost izpostavila nekaj zanimivih in zelo povednih, ki sem jih najdla med raziskovanjem tega vira. V novo reformiranem urbarju gospodstva Ojstrica iz leta 1587 je natančno opisana pristava in njen pripadajoča poslopja. Poleg skednjev, jesenih stavb, služničak, poljedelsko orodje, vozove in senike je imelo gospodstvo konjske hleve za jahane in delovne konje, hlev za kovile, zidan hlev za mlado in staro govedo, kozji hlev, napajališče, zidano klet za zelje in sušilnice za žito. Gospodstvo se je pohvalilo tudi z dobrimi pašniki za konje, krave, ovce, koze in svinje, okolji in zunaj pristavskega posestva. V urbarju samostana Bistra iz leta 1659 so ohranjeni podrobni zapisi o prehranjevanju menihov v dnevih posta in praznika. To je ena stran iz tega urbarja, počrtane so nekatere besede, kjer so menjajo, ne paštete, torte in sulci. Skratka, menihi so, glede na zapise v tem urbarju, so se ogromno prehranjevali s posušenimi svežimi ribami, polenovkami, slaniki in ščukami. Ob nedeljah in praznikih in tiste dni tedne, ko se je dvakrat na dan jedla kuhana hrana, so menihi za kosilo dobili 4 rihte ali jedi in eno vrsto rib, za večerjo 3 jedi, poleg tudi rake, če so bili na razpolago, ter solato. V času cerkvenih slavi so za kosilo jedli 5 jedi in 2 vrsti rib. Cvrtju in pečenju so se nenehno odpovedovali, pa ne zato, ker to ni zdravo. V urbarju je namreč navedeno, da je bila mas draga, ste tukaj še piše, šmalc, da je mas draga in jo je težko dobiti. Na samostanskih posestih pridelano oljčno olje, ko so imeli posest na Primorskem, pa je kljub skromni porabi komaj zadovoljevalo samostanske potrebe. Poleg hrane so priori menihi zjutraj in zvečer vsak dan dobivali običajno merico rdečega terana. Drugi prebivalci samostana, redni uslužbenci in služinčak, so poleg denarnega plačila in delovnih oblačil za svoje delo prejemali hrano. Za samostanske višje uslužbence so pekli boljši, pšenični kruh,
za ostale slabši, tako imenovani kruh za služničat. Tega so tekli iz, ker se to točno omenja, mešanice pšenice, rži, ječmena, ovsa, graha in boga. Če lahko sodimo po zapisih urbarjev, so meso redno uživali le samostanski uslužbenci. Pisar, obrtniki, pastiri in hlevski hlapci so meso jedli 3-krat tedensko. Pristavske služničari in stražari pa 2-krat tedensko. Urbar gospodstva kanal ob Soči vsebuje stroškovnik za živež za leto 1771. Za potrebe grajske kuhinje so redno nabavljali kruh, jajca, maslo, mleko, sir, slanino in olje. Meso je omenjeno z občim pojmom karne, torej meso, vendar so posebej izpostavili nakupe piletine, kozličkov, svinine in riča. Jedle so se tudi ribe, polenovke in raki. Sezonsko se omenja zelenjava, repa, zelje, pa tudi artičoke, gobe. Od sade pa le jabolka in kosti. Kupovali so tudi začimbe in sicer poper, sol ter enkrat v letu sladko. Urbar jezvitske posesti v okolici Ljubljane srednje 18. stoletja posreduje zanimive zapise o prehrani odložnikov ob opravljanju tlake košnje travnikov pri graščini pod Turom, današnji ljubljanski Kip. To je ena strani slede urbarja. Prvi dan košnje so podložniki dobili skledi kruhe in hlebček kruha, kozaček vina pa ne izjemamo, če so bili zelo pridni. Kostcem je za kosilo pripadal kost prekajenega mesa, fižolova juha in 2 hlebčka tlačnega kruha. Vsak je dobil še skledo kislega zelja, hlebec kruha pred kosilom in dobro četrtino litra vina. Za večerjo so dobili kuhano repo s kašo, vendar brez mesa, kozaček vina ter hlebček in pol kruha. In za zaključek. Urbar je vir, ki se mu pri preučevanju zgodovine prehrane in prehranskih navad prebivalstva ni možno izogniti. Saj so zapisi Urbar v osnovi seznali na neki posestni enoti pridelanih agrarnih pridelkov, ki jih je lastnik zemljiške posesti zahteval od uživalcev posesti kot nadomestilo za preužitek. Pri tem je treba upoštevati omejitve in pomanjkljivosti vira, predvsem z vidika zajema podatkov, ki jih običajno vsebuje časa njegovega nastanka ali vrsto urbarja. Posebej so v tem smislu za raziskovalce zanimivi urbarji, ki presegajo namen svojega nastanka oziroma tisti, ki vsebujejo zapise urbarjalnega in neurbarjalnega značaja, ki dopolnjujejo običajne za urbarje značilne vsebine. Hvala na pozornost.